Gospodarstveniki iz podjetij v tuji lasti zahtevajo čimprejšnjo davčno reformo. Kot prioritetne ukrepe navajajo razvojno kapico ter spremembe dohodninske lestvice, kot alternativne vire pa poudarjajo pomen optimiziranja javne porabe. O prioritetah in možnih virih za davčno razbremenitev so predstavniki gospodarstva in vlade razpravljali na 2 tematskih omizjih na prvem vrhu podjetij v tuji lasti. Smo na Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije pripravili in ponujamo davčno reformo, ki bi prinesla 328 milijonov evrov, ki bi zvišala neto plače za 577 tisoč zaposlenih v gospodarstvu in v javnem sektorju. Vsekakor kot izjemno pomemben in pozitiven korak v tisto smer, ki ga gospodarstvo zagovarja, ne samo podjetje v večinski tuji lasti, ampak celotno gospodarstvo, torej da mora vlada začeti z koraki danes za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja. Predvsem predlog samega ministra za gospodarstvo in tehnološki razvoj, da se ponovno srečamo čez 6 mesecev in pogledamo, kaj smo v tem obdobju dosegli, me navdaja z optimizmom, da smo na pravi poti. Moram reči, da sem dobil več, kot sem pričakoval. Tukaj smo se sicer bolj natančno lotili reforme davkov, kjer smo na nek način prišli do neke skupne ocene, da je treba nekaj narediti. Jedro tega, kar moramo narediti, na nek način v najboljši meri zajeto v predlogi Gospodarske zbornice Slovenije. Vlada se zaveda, da mora narediti nadaljnje korake v vzpostavljanju še bolj varnega, privlačnega, predvidljivega poslovnega okolja.